Tale iztočnica je pravzaprav zelo dobra, ki je kolegica Kogovškova podala, in jaz bi uvodoma opozoril na kar precejšnje zadrege pri sovražnem govoru. Še tisto, kar je jasno, še tistega ne izvršujemo oziroma pristojni organi. Ali ga pa interpretirajo, ali pa stvari interpretirajo na tak način, da nekako onemogoča kazenski pregon. Kaj šele tam, kjer stvari v resnici niso jasne. In definicija sovražnega govora, ki jo zahtevajo tudi v medijih ali pa neki aktivi, družbena gibanja, ta definicija je izmuzljiva in je pravzaprav ne moremo napisati kot neko besedilo, ob katerem bi bilo vsakomur jasno, kdaj gre za sovražni govor, pa kakorkoli ga že poimenujemo, iz preprostega razloga, ki pravzaprav meji na neko karikaturo. Ampak to karikaturo je moj kolega, vrhunski kriminolog Zoran Konduč, ilustriral v svoji magistrski tezi. Sliši se takole: vsi vemo, kaj pomeni to. Pod kakšnim kotom mora biti dvignjena desnica, da gre za tisto, kar vemo, da je sovražni govor ali pa neko sovražno dejanje. In pol lahko iz tega pride nek odgovor 43,5 stopinj. Ravno tako so besede neoprijemljive, če jih vzameš, ne čisto vsaka, ampak mnoge besede so neoprijemljive z tega vidika, kako jih preganjati in kako jih razumeti. Če si nekateri domišljamo, da imamo tenko uho za sovražni govor, je treba še na marsikaj pomisliti, in ko na tisto pomislimo, smo v zadregi. Zelo različni so konteksti. Zelo različna je melodija govora. Jaz lahko nek stavek povem tako, da je melodija približno ravna. Če na koncu mečken zvišam, se spremeni to v vprašaj, ki ga, ko govorim, seveda ni naslikanega. Cigane je treba pobiti. Tukaj ste zaslutili malo vprašaja na koncu. In to je lahko sarkastično, ironično, karkoli že damo kot nek pridevnik k temu sporočilu. In tudi če to mislim, pa če se malo smehljam, zraven se bom izmuznil morebitnemu pregonu, ker bom rekel, jaz sem samo vprašal, a je mogoče, da kdo tako razmišlja. Drugo je čvrsta beseda, ki zahteva pravo mesto za cigane in podobne pritepence. Nekateri se boste spomnili, da je delovno mesto na radiju pred leti izgubil nekdo, niti ne vem kakšnega spola je bil urednik ali urednica, ker je predvajal pesem Lili Marlen. To je pesem, ki jo danes brez zadržkov prirejamo, prepevamo, ne sicer tako zmagovito, da bi marširali, čeprav je to bolj žalostinka kot kaj drugega, ampak v tistih časih je bilo to izrazito sovražno dejanje z določenimi posledicami. Treba je bilo razumeti kontekst časa in potem razmišljati, kaj narediti. Sovražno razpoloženje do naše samoupravne socialistične ureditve je bilo tudi, ko se je neka napovedovalka televizijska pojavila s križcem za vratom. S časom se marsikaj spreminja in tako seveda tudi definicije in občutki, kaj je sovražno dejanje in kaj je sovražni govor. Jaz sem svoje prejšnje predavanje začel z nekim zgodovinskim dogodkom. Hitler je imel leta 1933 v tovarni Siemens en ognjevit govor, bil je tako patetičen, kot bi gledal velikega diktatorja. Jaz sem tudi takrat povedal, da sem pred leti najprej videl velikega diktatorja in se mi je zdelo, da je seveda Chaplin izvrsten, ampak da kot običajno v teh nemih filmih, tudi v glasnem filmu pretirava z vsem. Potem, ko sem pa videl original, sem pa videl, kako bleščeča imitacija je bila. Hitler na podoben način govori o nekih ljudeh, ki jih ne poimenuje,
Tam govori delavcem, ki jim piha na dušo, ki jih ima rad v nasprotju z intelektualci, ki jih ne mara. Delavci in kmetje so zanj tisto čvrsto jedro, na katero se zanaša, in govori o ljudeh, ki imajo bivališče in dom povsod, kamorkoli pridejo. In našteva imena, nemška mesta, francoska mesta, kamorkoli pridejo, so kot doma in netijo prepire. Medtem ko nemški človek je pa s koreninami vezan na svojo zemljo in more v nasprotju s temi ljudmi trpeti. In to je vse, kar pove. In potem iz publike zaslišimo nek vzklik Juden. In Hitler ničesar ne ponovi. Hitler ostane pri eni taki nedefinirani poziciji, čeprav se ve, na koga misli. In če bi danes ali pa tudi pred 10 leti pri nas presojali Hitlerjev govor, ne verjamem, da bi kdo lahko razbral elemente sovražnega govora. V današnjih razmerah sploh ne. 2 leti po tistem so izšli Nürnberški zakoni, ki so točno postavili Jude na svoje mesto, in kaj je sledilo, nam je znano. K tej nejasnosti, če se vrnemo v današnji čas, ki velja na področju kazenskega pregona, sovražnega govora, nekaj prispevamo tudi akademiki, pač v tem smislu tisti, ki se teoretično ukvarjamo s tem, čeprav se jaz ne štejem med strokovnjake za to področje. Ti so sicer v manjšini, ampak po mnenju nekaterih se v Sloveniji praktično do danes ne morejo spomniti niti enega primera sovražnega govora. In ti zagovarjajo svobodo govora, ki je nad vsem, in govor je lahko žaljiv, lahko je oster, lahko je neprizanesljiv, tudi besedo žaljiv uporabijo kot nekaj, kar je dopustno, in taka drža je po moje škodljiva. Jaz sem enkrat rekel, da če bi jo lahko še nekako razumel v drži posameznika, ki naslavlja s takim ostrim in žaljivim govorom politika ali pa nekoga, ki je nam oblasti in močan, potem bi z neko precejšnjo mero tolerance to lahko sprijel. Ampak to bi bil tudi ene vrste rasizem. Ker če to dopustiš, moraš seveda istočasno dopustiti tudi govor z vrha navzdol. To je pa tisto, kar je neverjetno, nevarno in škodljivo, in da opustim ostale pridevnike. Za tale vrh slovenske politike bi jaz uporabil naslov nekega filma With Eyes Wide Shut, s široko zaprtimi očmi gleda na stvari, ki grejo mimo nje in ki se jih politika in politiki ne dotaknejo. Kadar se jih pa tako medlo in neodločno, da pravzaprav pri nosilcih, glavnih nosilcih sovražnega govora zbudijo bolj posmeh in še več energije za to početje kot pa poprej. In jaz tudi mislim, da se je takrat, da je bila takrat še neka negotovost, ko je Erlach začel s svojim besednjakom o tem, kaj je treba z begunci početi. Takrat je bila priložnost odzvati se. Ampak če se tožilstvo na tisto ni odzvalo, je bilo potem jasno, da se ne bo na nič. In rezultat tega je bila, jaz bi rekel, ena taka pandemija sovražnega govora, ker smo nenadoma videli, da si lahko privoščimo pravzaprav vse. V okviru tega jaz vidim tudi tako imenovan olepševalni jezik politike, ki se mi zdi na nek način prav hinavski. Izumili smo skupni imenovalec, ki se mu reče tehnična ovira. Jaz sem nazadnje nekje povedal, da se spominjam, sem še sam videl eno tako tehnično oviro, ki se je reklo minsko polje. Tudi to je tehnična ovira. In tudi na ta način so preprečevali recimo prehod
z ene strani Berlina na drugo stran. Z druge strani sem gledal čez, videl sem pa posnetke tistega čistega prostora, tako na fino zglancane mivke, ki je ne samo, da je imela možnost odtisov, od spod so bile seveda postavljene mine. To me tudi spominja na eno tako alergijo naših psihiatrov. Takrat, ko sem se še učil psihiatrije, so nam skoraj da prepovedali ene vrste sovražni govor. Nismo smeli govoriti o elektrošoku. Lahko smo uporabili samo izraz elektrokonvulzivna terapija. To me zveni tako kot na masaža v toplicah, ampak tega se je bilo treba držati, da ne bi kdo mislil, da je za tako elektrokonvulzivno terapijo kaj nevarnega ali pa neprijetnega. Vprašal sem se, to šele zdaj, v prejšnjem govoru še ni bilo Šenčurja, a je to nek kraj slovenske Pegide ali kaj. Presenetilo me je to, da je po poročanju bil shod tako miroljuben in korekten, da celo policija ni posredovala oziroma da je spregledala neke pravne pomanjkljivosti, ki jih ne rada spregleda. To je, da shod ni bil prijavljen. Jaz nikakor ne protestiram proti zadržanosti policije, da me kdo ne bi narobe razumel, bi si je poželel v podobnih primerih še več, oziroma v ostalih primerih. Tista novost, ko je prinašala ta šenčurska scena, je bila domobranska ikonografija, in če je bil protest miren, je tudi obraz na tem plakatu, če se ga spominjate, poudarjeno ljudomilih potez in izraza. Nazadnje sem govoril na kratko tudi o slovenskem parlamentu kot o zibelki sovražnega govora in težko si je predstavljati, da med ljudstvom ne bi zbudili veselja do podobnega vedenja. Še v parlamentu najdemo od puškomitraljeza za izbrisane do pregledovanja mednožja določenih poslank. In pred časom sem zapisal, potem ko sem se nekaj časa ukvarjal s statistiko, da mi ne bi kdo očital neznanstvenega pristopa, po svoje niti ni čudno, se gre pri našem parlamentu za nadpovprečno delinkventno populacijo. Statistično ugotovljeno je 4-krat večja od običajne populacije. Spomnil sem se bivšega premijera, ki je predlagal prepoved burke pa nikaba, ker sta tuja slovenski kulturi, in potem sem pomislil, da je malo kje videti toliko obrazov, ki so na identičen način zakriti kot med demonstranti specifične politike. Tisto, kar me je pa vznemirilo in kar moram pa takoj povedati, je pa, da sem opazil enako zakrite ljudi na demonstracijah v korist migrantom na Kotnikovi. In tukaj sem bil pa zelo neprijetno presenečen. Razlage najbrž več, jaz nimam nobene, bolj trdne. Ena možnost je, da gre za nek militantni del, ampak če bi bil jaz begunc, bi se tistih zakrinkanih ljudi s palicami v rok, bi se jih bal, čeprav me sprejemajo z odprtim srcem in z vso ljubeznijo. Druga stvar je, da so morda bili provokatorji, ampak tisto, kar je treba očitati tej strani, ki se je udeležila demonstraciji v korist podpornikom, je, da bi se po mojem, najbrž bolj osamljenem mnenju, ampak vseeno morali distancirati od njih in jih že tam nekako izpostaviti, izločiti, ker mislim, da to ni prostor za take vrste sprejem beguncev. O sodni praksi. Sodna praksa pri nas je tako nezanesljiva, to smo videli. Včasih tudi evropska ne daje dovolj jasnih usmeritev, čeprav večinoma ja, ampak en tak primer nejasnosti je na primer razsodba o tem, da je zanikanje genocida nad Judi kaznivo, nad Armenci pa ne. Zdaj ne vemo,
a so premalo Armencev pobili, ali je bilo upravičeno, je bilo to v kakšnem silobranu ali kaj podobnega, ali se bojimo turške reakcije, ker je zdaj od Turčije marsikaj odvisno, je bilo tudi v času tele sodbe marsikaj odvisno, tukaj je veliko različnih možnosti. Tisto, kar mojo predstavitev v okviru naslova kriminološki odziv razlikuje od kolegice Kogovškove, je to, da se jaz ne lotevam samo dogmatskega vidika, kdaj je ena stvar kaznivo dejanje, ker je kriminološki odziv ena izmed rezervnih in vzporednih možnosti, ki jih imamo. In zaradi širših meja, ki jih ima tak kriminološki odziv v primerjavi s kazenskopravnim in ki mora biti v vsakem primeru ultima ratio. Vse drugo pride prej na vrsto kot kazensko pravo, ampak v določenih primerih tudi kazensko pravo. Ta kriminološki odziv ima celo vrsto, celo paleto možnosti. Eno je kritika, eno so javna soočenja, eno je aktivna ignoranca. Primer, v Franciji je bilo precej hrupa, ko so slišali predsedniškega kandidata Trumpa, da bi ne vem, kaj bi že naredil z muslimani. Ena možnost je, da mu prepovemo vstop v Francijo. To je nek radikalen ukrep. Če bi jaz imel kakšno moč za realizacijo domišljije, bi svetoval naslednje. Ne pride kamorkoli in ga bomo ignorirali. Ignorirati z nekim mirom, niti ne zaničevanjem, niti ne z jezo, ampak pač človek, ki nam ne ustreza, ki ima tako tuja stališča, zasluži ignoriranje. Temu bi se reklo aktivna ignoranca. Imamo možnost ogorčenja, jeze, moralne obsodbe. Tisto, kar je meni najbližje, eno tako bistroumno smešenje in krasen zgled za to je namestnik varuhinje Rovšek Jernej, ki se je na TV Dnevniku pojavil v trenirki. Takrat, ko so bili trenirkarji izpostavljeni kot neka posebna podskupina naše populacije. In nazadnje šele imam tukaj zapisan poziv k kazenskopravnemu odzivu. Da pa zaključim, odziv je več kot nujen, če hočemo preprečevati razvoj, kakršnega poznamo iz izkušenj. Tisto ključno vprašanje, ki pa ostaja neodgovorjeno, čeprav ga lahko slutimo, je pa naslednje. Ko bodo begunci odšli, bo sovraštvo ostalo. Vprašanje je, kam ga bomo usmerili. Hvala lepa.